gibanje izboljša telesno funkcijo, izboljša tudi kvaliteto življenja. Ljudje, ki se gibajo, doživljajo svoje življenje kot kvalitetno, bolj kvalitetno. In to je vseeno, če si bolnik ali pa če nisi bolnik, ko se enkrat navadiš gibanja, veš, da je to nekaj, kar ti dviguje kvaliteto življenja zaradi mnogih razlogov. Pa da vam podam še neposredne razloge, recimo za danes. Tisti, ki se zjutraj začne gibati, lahko si tudi sam psa nabavite, bo že s tem izboljšal večino stvari, ki jih bo tisti dan počel. Skratka, gibanje nas dejansko pripravi za to, da bolj kvalitetno, boljše živimo. Edino, če se pač hočemo nekako premikati v svojem neugodju, ampak večina ljudi bi pa vseeno rada živela dobro. Dolgotrajni učinki so številni, jaz sem tle se samo na ene orientirala, v teh 779 stranih lahko preberete številne. Zakaj pa je temu tako? Danes tudi to vemo, tako da se na kongresih o klinični prehrani pravzaprav pogovarjamo o tem, kaj se v telesu dogaja, ko smo gibalno aktivni. Danes z temi novimi tehnologijami, znanji in tako naprej, recimo moji najbolj produktivni 3 meseci na tem onkološkem inštitutu so bili v metabolonskem laboratoriju v ZDA, za kar sem zelo hvaležna službi, da mi je omogočila, ker sem začela končno razumeti, kaj vse se sprošča iz mišic. Deluje na sosednje celice, deluje na gene, deluje na hormonski sistem in tako naprej. In ko se mi gibamo, se te skupine molekul, ki jih imenujemo tudi tako gibalno miokini, to se pravi neka mišica, ki se premika, potem sproščajo tako po telesu in recimo nagovarjajo naš genski material, dajmo nekaj sproducirati, nekaj se dogaja, mi se moramo ukrepiti. To pomeni, če se mi gibamo preko regulacije presnove, funkcijo našega telesa izboljšujemo.